Zala, tukaj seveda se začneva malo pogovarjati o drugi sezoni, ki je tik pred tem, da se jo mi ogledamo. Povej, deva malo osvežiti spomin. Ti igraš Mijo. Kaj je Mija vse doživela, če narediš en tak kratek povzetek prve sezone? Mija v bistvu pride z očetovo jahto obiskat kamp, kjer se potem zalupi v Marka in tam ostane nekaj časa. Kljub temu, da pride z jahto, je kar hitro prizemljena in se druži z ostalimi pavšalisti, postavi si svoj šotor in ima v bistvu eno ful lepo poletje z Markom. Zaživi neko drugačno poletje, kot ga je prej poznala v bistvu, ne? Ja, in to jo navdušuje. Ti si se zdaj z Mijo že kar dobro spoznala, tudi gledalci smo jo že spoznali. Kako ti Mijo vidiš? Ti si zdaj v bistvu njo ponotranila in jo naredila, oblikovala. Kako jo ti vidiš? Meni je bil največji izziv igrati tako fino punco, zaradi tega, ker sem jaz bolj hodre, pa bolj tako sproščena, pa bolj divja, kot je ona. Ona je pa bolj tako vse po regalcih, pač malo perfekcionista. Drugač medicinka, končuje študij medicine. Povedala si, da sta si v tem aspektu malo drugačne. A je kaj, kar vaju združuje, kar je podobnost med vama? Tekmovalnost, ko pride do športa ali pa kakšnih igric. Jaz v življenju res nisem tekmovalna, ampak ko se pa nekaj igramo, pol pa rado tekmujem, ker če ne, mi ni smiselno, ne? Če bi mi bilo vseeno, če zmagam ali ne. No, si zato so tudi te igre, ne? Da zmagaš. Točno to. Vi snemate to serijo na 2 lokacijah, nekaj v studiu v Ljubljani, snemate pa tudi na morju. A te sploh vprašam, kje ti je lepše snemati? Ni me treba, ker pač je jasen odgovor, mi je pa zelo žal, da sem v bistvu prvo sezono večinoma snemala, v bistvu samo na morju snemala, zdaj v drugi sezoni sem pa večinoma v Ljubljani. Aha, tako da si zdaj ostala malo brez morja. Ja. Imate pa zelo lepo, mi smo lansko leto bili pri vas pred začetkom prve sezone, imate narejen kamp, vi tudi v bistvu ekipa bolj-kaj-ne, saj hodite gor pa dol, ampak vi bolj-kaj-ne živite skupaj, ne? Vi ste zelo v pogonu, tudi zvečer greste skupaj v tiste sobe, ki jih imate. Ja. Ste tako kot šola v naravi, ne? Ja, šola v naravi. Neverjeten vibe se je ustvaril tam, pa se ob večerih igramo kakšne družabne igre. In je Zala tekmovalna. Ja. Da so ostali tudi, moram reči. Tako da se dobro igramo. Aha, no, super, evo. Tako da je res je lušen. Nisem take energije izkusila od osnovne šole. Je nekaj posebenega na tem, ne? Se ti zdi, da ker to ni tvoje prvo snemanje in si že imela izkušnje z različnimi ekipami, da to ekipo še bolj poveže? Definitivno, ja. Zaradi tega, ker smo primorani biti skupaj, tudi internet je slab, to je še ena dobra stran. Prednost, ne? Ja, res smo skupaj, plavati gremo skupaj, neverjetno je. Glede na to, da so dost blizu kakšna ta malo večja mesta, kjer se zgodijo kakšni koncerti, se je znalo zgoditi, da smo se napokali v en avto po snemanju, pa smo se odpeljali na kakšen koncert v Piran. Jaz sem tudi šla na Pula Film Festival od tam, tako res se radi družimo. Pa res se vam dogaja, ne? Tako na lepem mestu si. Poveva lahko tudi, da v bistvu tle, ko imate vi kamp postavljen, ta filmski set od serije, da tle ni v resnici kamp, ne? To je vse od serije. To je vse ograjeno in je postavljeno za voljo serije. Tako je v bistvu ta prav kamp, pa ko se ta prav kamp konča, se pa začne set. In mi živimo v ta pravem kampu, snemamo pa v fake kampu. Aha, ki je postavljen samo za voljo serije, ne? Ki je postavljen samo za voljo serije, tako je. In potem imamo ful je lušen zaradi tega, ker imaš tako, ne vem, 20 metrov do maske, pa 20 metrov do snemanja in potem jaz se vedno v svojem bungalovu skuham turško kavico in pa tako še šalico, pa samo v šlafro, ko pridem direkt tja v set. In lepo je tudi tako, ko imamo tak nek ta vibe skupnosti je, da potem tam maska je v bistvu taka naša lepotilnica, tudi ko ne snemamo ali pa če kaj rabiš, ne visi po pultu brvi, greš tja, tudi če imaš prost dan, ne, in potem se tam družimo ženske v maski, ne, taka lepa ženska energija. Pač ena taka skupnost. Res imate lepo, ja? No, super. Po moje to tudi pozitivno vpliva na končni produkt. Verjetno se potem tudi na kameri toliko bolj odražajo vaše kemije, ker ste toliko skupaj. Ja, res je. In prijateljstva. Tukaj seveda predstava druga sezono. Povedala si, kako je bilo z Mijo v prvi sezoni. Kaj nam lahko razkriješ o drugi sezoni, kaj čaka Mijo? Mija ima ful močno intuicijo, tako kot večina žensk, realno. In čuti, da
njun odnos z Markom malo šepa, v smislu, da je v igri ena druga, ampak se slepi do konca. Se ne da zmotiti, bo za Marka verjela, da je to to? Ne vem, če za Marka, mogoče bolj za ego. Aha, bolj za ego. Ja.